Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Poslušate novo epizodo podcasta Večer uživa, dobrodošle in dobrodošli v naši družbi. O tem, kako vzpostavljamo ravnovesje telesa na vseh ravneh, bomo govorili tokrat. Spoznali boste preprosto, nežno in neinvazivno metodo, ki pomaga vzpostavljati energijsko pretočnost telesa. Primerna je za vse, za otroke, živali, rastline, za čiščenje kristalov, tudi za energijsko čiščenje prostorov, energetiziranje in čiščenje vode ali hrane. Večina jo pozna kot metodo, pri kateri polagamo roke na boleče dele telesa. Vendar je reiki mnogo več kot to. Z nami je Usui in Kundalini reiki mojstrica, bioterapeutka karmične diagnostike in džotiš svetovalka Andreja Pancar. Dobrodošla. Andreja Pancar, dobrodošla v našem podcastu. Kako ste? Hvala lepa najprej za povabilo časopisni hiši Večer. En lep dan želim tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. Kako sem? Dejansko sem dobro. Hvala. Sem se nekako v zadnjih letih v bistvu naučila tega, da sem pravzaprav v bistvu vedno nekako dobro oziroma vedno v redu, sicer ne v smislu zanikanja nekih, manj prijetnih situacij ali pa čustev, ampak enostavno sem se naučila, da karkoli se v življenju dogaja znotraj nas ali pa zunaj nas, je v bistvu v redu. In v bistvu rada rečem, da tudi ko ne teče, v bistvu teče. Ampak ja, trenutno pa sem v vsakem primeru zares dobro. Sama sem pač ena izmed tistih srečnic, ki mi je vsa ta situacija, ki se trenutno dogaja, pač dala res priložnost in predvsem več časa za stik s sabo, za stvari, ki jih imam rada, za naravo, tako da zame je v bistvu ta čas, ki trenutno teče, eno veliko darilo. Ja, se pa zavedam, da pač niso vse zgodbe takšne, da pač marsikje drugače, da so stiske tega časa precejšnje, ampak ja, sama sem pa dobro, hvala. To je zelo, zelo lepo slišati. Pravite, da je to bil čas za vas osebno za stik same s sabo. Se ne nazadnje tudi vaše delo je ves čas v bistvu srčika vašega dela je ravno v tem stiku same s sabo. Ste namreč mojstrica Usui in Kundalini reiki, ne? Je tako, ja. Zdaj pa reiki, ne? Pogosto mi reiki povezujemo z v bistvu polaganjem rok na določena mesta, kjer so bolečine ali kakšne napetosti. Ampak vi pravite, da je reiki mnogo več kot to. Kaj je pravzaprav reiki in kaj se torej dogaja, zakaj pravzaprav gre pri tej metodi? Ja, res je. Stik s sabo je v bistvu tista osnova vseh teh tehnik, orodij in v bistvu dela na sebi. Je pa res, da reiki v najsplošnejšem prevodu oziroma pomenu pač nekako opredeljujejo oziroma predstavljajo tudi kot zdravljenje s polaganjem rok oziroma z dotikom. Dotik je res tista prastara oblika nagonske prve pomoči. Vemo, da takrat, ko nas nekaj boli ali pa ko se nekje udarimo, bomo spontano odreagirali tako, da bomo v bistvu na mesto, kjer nas boli, položili dlan oziroma pritisnili. Tudi recimo otroke potolažimo z dotikom, jih objamemo, ko jih nekje boli, popihamo tisto, kar jih boli, ali pa polupčkamo. To se pravi, dotik je tisti. Na enak način tudi živali reagirajo oziroma na podoben način. Tudi one so tiste, ki si ližejo rane, kadar jih nekaj boli oziroma boleča mesta. To se pravi, da takrat, ko uporabimo dotik, pravzaprav v bistvu lajšamo bolečino s to zdravilno energijo, ki jo prevajamo skozi sam dotik. Reiki je nekako vsesplošno najbolj znan po tem. Potem večina ljudi pozna oziroma prepozna besedico reiki. Ampak ja, kot ste sami rekli, je to zgolj splošen oziroma kar precej poenostavljen pomen. Reiki je res več kot to, oziroma lahko je več kot to, je dejansko v bistvu tehnika, ki nam pomaga pri delu na sebi, pri
pri prihajanju v stik s sabo, s tistimi najglobjimi deli sebe, pomaga nam pri dvigu zavedanja in v bistvu lahko uporabljamo to tehniko dejansko kot pot duhovnega razvoja oziroma napredka, neke osebne rasti. Ne. Zdaj, sama besedica reiki je pa v bistvu sestavljena z 2 besed, iz besedice rej, kar pomeni univerzalno, in pa iz besedice ki v bistvu pomeni življenjsko oziroma kozmično energijo. Ne? Tako da v bistvu reiki kot tak bi lahko najbolj splošno prevedli ali pa najbolj dobesedno prevedli, da gre za univerzalno življenjsko oziroma kozmično energijo, ki dejansko je v vsem, kar obstaja. Ne? To se pravi, je v nas, je vse posod okrog nas. Ne? Izhaja iz Japonske, gre v bistvu kot za neko obliko oziroma vrsto naravnega zdravljenja, oziroma jaz ne maram mislim najbolj ljubitelj besedice zdravljenja, ne pač uporabljam večinoma vzpostavljanje ravnovesja. Ne. In v bistvu z reikijem, ko postanemo reikisti, se naučimo to energijo sprejemati in oddajati. V bistvu postanemo posredniki oziroma kanal za to energijo, naučimo se jo aktivirati in jo dejansko uporabljati z namenom vzpostavljanja ravnovesja na vseh ravneh. Ne? Tako na fizični ravni, kot na tistih malo bolj subtilnih ravneh našega obstoja. Ne? To se pravi na čustveni ravni, mentalni ravni, duhovni ravni. Na energijski, ne? Na energijski tako, ne. V bistvu vemo, da nismo samo fizično telo, da smo še vse kaj več kot fizično telo, čeprav velikokrat v bistvu tudi sama sem bila ena izmed teh, ki sem trdila, da v bistvu obstaja samo svet 5 čutil, ampak ko sem enkrat dojela, da se recimo ljubezni pa ne da opredeliti s temi 5 čutili, ne moramo jo prijeti, ne moramo jo slišati, videti, okusiti, vonjati. Aha, kaj to pol pomeni? Jaz trdim, da ljubezen ne obstaja. Ja ne, to pa ne. Tako da v bistvu na ta način sem v bistvu potem zaznala, da ljudje v bistvu verjamemo precej več, kot si mislimo, da verjamemo. Ne? In da smo precej več kot fizično telo. Namen je v bistvu to, da nam reiki pomaga ponovno vzpostaviti porušeno ravnovesje. Vemo, da res večina nas ne živi v skladu z nekimi naravnimi ritmi in s tem si v bistvu na žalost konstantno rušimo ravnovesje, neko harmonično naravno stanje. Reiki pa nam to pomaga ponovno vzpostavljati. Torej, stik s sabo in delo na sebi je lahko reiki. Tako. Se zdaj tukaj sam, da poudarjava, sami ste že tudi lepo povedali, reiki oziroma metoda reiki ni nadomestilo za zdravljenje, ampak je njegova odlična podpora, ne? Res je. Reiki kot tak nikakor ni, ne more biti in dejansko ne sme biti nadomestilo za zdravljenje, ker zdravljenje je absolutno domena uradne medicine in tako je prav. Se pa res v reikiju in tudi v drugih sorodnih tehnikah pogosto uporablja besedica zdravljenje. Ampak jaz v bistvu mislim, da ta besedica na nek način napačno tolmačena. Mogoče nam manjka neka ustreznejša beseda v našem besednjaku, ki bi v bistvu lahko bolj natančno opredelila, zakaj pravzaprav gre. V bistvu besedica zdravljenje nekako ponazarja vzpostavljanje ravnovesja. To sem hotela, kot sem že rekla, v bistvu večinoma res ne živimo skladno z ritmi narave. Tudi ne živimo skladno sami s sabo. In takrat, ko temu ni tako, dejansko lahko rečemo, da nismo v ravnovesju in naše telo ni v nekem harmoničnem oziroma naravnem stanju. In ko imamo to naše notranje ravnovesje porušeno, takrat se za marsikoga pričnejo razne težave. Seveda, vsi mi kdaj živimo tako, da ne upoštevamo naravnih ritmov normalno in tudi tako, da ne slišimo sebe ali pa se namensko preslišimo. Ampak takrat, kadar takšna stanja nekako niso večinska, takrat v bistvu zmoremo sami te stvari spraviti nazaj v neko normalno ali pa naravno stanje, v neko ravnovesje. Ko pa
takšno delovanje postane naš vsak dan, ko smo v bistvu nenehno izven sebe in izven naših lastnih potreb. To je to način življenja, ne? Ja, ko postane to način življenja, ko smo res nenehno pod takšnimi in drugačnimi pritiski, pod stresom in takrat v bistvu, kadar ni ta naša notranja tehtnica uravnovešena, ja, potem nam bo telo in življenje nasploh slej ko prej pokazalo, da bo potrebno tukaj nekaj spremeniti, ne, če hočemo te stvari izboljšati. In kadar se ne počutimo več dobro, a ne, takrat vemo, da nekaj ni v redu, a ne, ko postanejo naša čustva, ne vem, preveč obremenjujoča, ali pa ko nam telo odreagira z izčrpanostjo, z boleznijo, takrat pač enostavno je znak, da so potrebne spremembe. In enostavno moramo vedeti, da v bistvu sami s svojim delovanjem, s svojim načinom odzivanja, v bistvu z našimi čustvi in mislimi prispevamo k temu stanju, v katerem smo, ne. In če prispevamo z vsem tem k temu stanju, v katerem smo, potem lahko tudi pričnemo te stvari spreminjati. Ampak ja, ni enostavno, ne, ker moč navade, to je kar močna zadeva in zato so za spremembe dejansko potrebni neki novi miselni koncepti. Potrebno je ja tudi nekaj bolje zraven vplest, napor, točno tako, potrebna je odločitev. V vsem tem je potrebno ozaveščati, kakšni so sploh naši stari miselni koncepti, kako sploh delujemo, a ne? Prvo moramo vedeti, kako delujemo, da lahko začnemo te stvari spreminjati, a ne? Vemo pa, da če hočemo priti na drug cilj, enostavno pač moramo iti po drugi poti, ne? Ta pot, po kateri smo hodili do zdaj, nas bo pripeljala vedno na enak cilj, ne? Se pravi, če mi delujemo točno tako, ne? Če mi delujemo tako, kot delujemo, potem je rezultat lahko vedno enak, ne? Nekaj bo potrebno spremeniti, ne? Se to ni moja pogruntavščina, ne? To so povedali že veliki znanstveniki, že kar nekaj let nazaj, ne? No in pri teh spremembah dejansko nas reiki lahko podpre, ne? Lahko nam pomaga prepoznati, kje smo v neravnovesju, pomaga nam v bistvu zavestiti te naše ujetosti, te naše, vem reči, škodljiva prepričanja, vzorce, ki v bistvu so nas pripeljali do tega stanja, ko se mi v življenju ne počutimo dobro, ne? In ko te stvari ozavestimo, imamo tudi moč za spremembe in reiki nas bo potem v tej odločitvi in v tej moči dejansko tudi podprl. Krasno. Andreja, kaj pa recimo zdaj konkretno med terapijo, ne? Kaj se občuti, kak recimo to, kak ne rečem, klient pride k vam na reiki terapijo, o kakih občutkih poročajo, ne, oziroma med terapijo, to so verjetno zelo prijetni, ali... Ja, v bistvu precej različno, no. Zdaj med samim tretmajem se dejansko na energijski ravni že prične ta proces vzpostavljanja ravnovesja, ne. Zdaj na kak način to poteka je res zelo različno. Odvisno je tudi dejansko od same stranke, koliko globoko je pripravljena iti, ne, koliko se je pripravljena odpreti, prepustiti. Seveda tu niso samo zavesten način odpiranja oziroma zavestna odločitev, a ne, tukaj je pač cel kup enih podzavestnih stvari, ki je v ozadju, strahov do vsega skupaj, a ne. Tudi odvisno od tega, koliko so se ljudje dejansko v resnici pripravljeni soočiti s vsem tistim, kar nekako ni najbolj harmonično v našem življenju, ne. Ampak med samimi tretmaji pa ja, večini je prijetno, ne? Večina v bistvu pade v neko tako bodisi meditativno stanje, nekateri tudi zaspijo v teh primerih. Ja, absolutno. Ja. Kadar je telo izčrpano, takrat rabi počitek, ne? In med reikijem se potem to rado zgodi, ne?
Večini pa ja, je prijetno, nekateri misli delajo na polno, zaradi raznih pač strahov, kaj se bo zdaj zgodilo, kaj lahko pričakujem, ampak ne glede na to, kaj se v bistvu v naši glavi dogaja, energija vseeno deluje. Za večino pa ja, je prijetna izkušnja in se tudi potem počutijo bolj mirni, bolj lahkotni. Skratka, prijetno. No? Včasih se sicer zgodi tudi, da koga kje kaj zbada, da mogoče, ne vem, ima občutek, da težje diha, pridejo kakšne slike, spomini, ampak ja, v bistvu se to nam na nek način pokaže, oziroma sami stranki pokaže, kaj so tiste stvari, ki so priplavale na površje in na katerih je pravzaprav potrebno začeti delati. Ja. S kakšnimi težavami pa se običajno ljudje obrnejo na vas? Ali je največ fizičnih? Jaz predvidevam, da verjetno s kakšnimi bolečinami ali pa nek fizična disharmonija nas običajno opotera oziroma, kako ne rečem, spodbudi, da neko spremembo naredimo ali pa da poiščemo pomoč, ali se motim? V bistvu precej različno. Veliko je teh klicev, dajmo reči, nekega SOS-a, ko, ne vem, boli glava ali pa se slabše počutim ali pa pade imunski sistem in tako naprej. Se začenja kakšen prehlad, kakšna virozica, a mi lahko narediš en reiki? Ja, seveda. Sicer moram reči, da opažam, da ravno pri kakšnih prehladnih obolenjih najdlje traja, da se v bistvu pokažejo učinki. Ja, kar mi je bilo zanimivo, glede na to, da se tudi kakšna druga stanja težja, da se dosti hitro pokažejo rezultati. Ampak ja, potem sem pa dojela, da je v bistvu logično, daj nas doleti prehlad, ali pa kakšna blažja viroza. Ponovadi takrat, ko nismo v ravnovesju, ko preveč delamo, ko se izčrpavamo, ko ni ravnovesja med delom, med počitkom, med delom pa sprostitvijo, med delom pa zabavo tudi, in seveda to je zloraba telesa, ki v nekem trenutku celo pač ne zmore več in pokaže, da rabi počitek. Mi bi pa, takrat reiki podporo, da bomo v redu, da bomo lahko še naprej telo zlorabljali in šli po isti poti. Reiki kakorkoli deluje v naše najvišje dobro, in mi rabimo počitek in v bistvu smo si ga ob bolezni enostavno prisiljeni vzeti. Je logično, da reiki v takšnih primerih pač nekako manj učinkovit skozi naše oči. Ampak reiki je pač kakorkoli inteligentna metoda in na ta način v bistvu da to, kar mi v resnici potrebujemo. Tako da teh SOS-ov, dajmo reči, je na eni strani dost, na drugi strani pa se večina nekako odloča za reiki ali pa sorodne tretmaje. V bistvu takrat, ko ugotovijo, da so se znašli v življenju na neki točki, ko enostavno čutijo, vidijo, da morajo nekaj spremeniti. Ko pridejo v tisto fazo, ko pač želijo spremembo, so tudi pripravljeni na to, so se dejansko odločili, ampak rabijo pa pač neko podporo, da se malo okrepi njihov bodisi imunski sistem, čustveni, miselni sistem. Tako da veliko je v bistvu teh nekih življenjskih stisk, obdobij, ko se ljudje znajdejo na točki, ne morem več tako, želim drugače. Tako da tega je v bistvu precej. Kar se tiče pa samih reiki tečajev, recimo, tukaj so pa motivi različni. V začetku je nekako pri večini želja, da pač pomagajo sebi, da pomagajo svojim bližnjim pri premagovanju raznih težav v življenju, pa seveda pač lasten razvoj, rast, nekateri pa tudi pač, kar želijo predajati to metodo naprej drugim. Se k tečajem, super ste mi zdaj dali to istočnico, se bova še vrnili. Sem tudi bi še vprašala, ko smo ravno pri terapijah z reikijem oziroma tretmajih, tudi za živali je primerno, za hišne ljubničke oziroma za živali sploh? Ja, dejansko. Metoda je v bistvu res primerna skoraj za vsakogar.
zdaj jaz nisem sicer nek specialist za delo z živalmi, nisem specializirana na to, ampak definitivno lahko uporabljamo tudi za naše hišne ljubljenčke oziroma za živali. Pravijo sicer, da recimo mačke, da so naravne rejkistke oziroma naravne zdravilke. Ja, in da jim zato v bistvu pogosto ta energija nekako ne prija najbolj, ker si one to same uravnavajo in v bistvu ni potrebe, da se mi ljudje vmešavamo v to. Medtem ko recimo psi pa ostale živali pa navadno zelo dobro odreagirajo na rejki, pa navadi jim prija, se tako kar umirijo in prepustijo, zlasti ko se polagajo pač dlani. Drugače pa ja, poleg živali lahko podpremo tudi rastline, lahko si energetiziramo vodo, hrano, očistimo lahko kristale, tudi prostor recimo, vemo, da ko pridemo v kakšen prostor, nas včasih kar malo zabije, ko zaznamo bodi si hlad, bodi si točno vemo, da so neke težke moreče energije v prostoru, da ne vem, je bilo neko konfliktno ozračje prisotno. Vse te stvari v bistvu lahko čistimo z rejkijem. Seveda, okno odpreti pa prezračiti je vseeno tudi fajn. Absolutno, s tem se začne, ne? Ja. Andreja, zdaj ste mi tako super dali tole istočnico, začutiti energije, ne? Vi ste verjetno začutite, ko pridete ali v prostor, kak ste rekli energijo takoj, pa tudi verjetno človeka, ko pride k vam, začutite njegovo energijo, pa že lahko veste, na kak način boste, oziroma kak globoko boste lahko šli z njim, ne? V tretmaju. Ja, velikokrat se začuti, ne moram pa reči, da vedno, ker to je zelo odvisno od samega človeka, ki prihaja in tudi v bistvu od mene v tistem trenutku, v kakšnem stanju sem jaz, koliko sem sposobna zaznavati v tistem trenutku neke stvari, koliko je človek sploh pripravljen se odpreti, ker kakorkoli to je intimen prostor človeka in v to ni fajn kar tako posegati, brez da nekako imamo dovoljenja, tako da od več dejavnikov je tukaj odvisno, ali zaznamo, ali začutimo. Tudi včasih mogoče lahko začutimo nekaj, pa v bistvu ugotovimo, da se je v bistvu nekaj našega sprožilo v tistem trenutku, da se vas samo na nek način pomaga prepoznati nekaj, kar imamo mi sami za ozavestiti. Bravo, to je vzajemno, ne? Ja, vedno je vzajemno. Vedno je vzajemno, tudi ko delamo pač rejki tretmaje za druge, pomagamo s tem tudi sebi in v bistvu na nek način spostavljamo ravnovesje tudi pri sebi, da se izognem besedici zdravljenje, kar res ni ustrezna. Ja. Oziroma se jo lahko napačno interpretira. Tako, ja. Spostavljamo ravnovesje, seveda. Ta je zelo lepo slikovita, močna opis oziroma opredelitev. Sva že omenjali oziroma ste že rekli, da izvajate vi tudi tečaje, da postanemo, da tečaje za rejkiste, vi sama ste rejkistka, pa me zanima, takrat se naredi iniciacija. Kaj se takrat zgodi pri tej iniciaciji z kandidatom oziroma s tistim, ki bi želel postati rejkist? Torej, sama beseda iniciacija v bistvu pomeni uglasitev oziroma pomeni posvetitev, blagoslov, kakorkoli. Tibetanci mislim, da imajo prav izraz, ki se ga v tem trenutku pač ne spomnim, ampak v prevodu pomeni predaja moči. In to se dejansko zgodi med samo iniciacijo. Pridemo v stik z rejki energijo, predana nam je moč, da jo znamo potem tudi sami aktivirati, da jo znamo uporabiti takrat, ko to želimo oziroma takrat, ko to potrebujemo. Se pa med samo iniciacijo za trenutek spostavi popolno ravnovesje znotraj nas, da pa ostajamo potem odprti in pretočni, pa seveda skrbimo z nadaljnjimi samotretmaji rejkija. In ko enkrat v bistvu to iniciacijo doživimo, se pravi, je doživljenjska ali recimo, če ne vem, zdaj nekaj let zanemarimo ali pa recimo ne delamo rejkija oziroma teh tretmajev redno, jo je potrebna ponovna vzpostavitev ali
Ni nujno. Iniciacija načeloma je doživljenjska in je dovolj, da smo inicirani enkrat, tako v bistvu pridemo v stik z reiki energijo, se naučimo pač reiki postopek na samem tečaju in tudi, če mi reikija ne uporabljamo, kakorkoli nam je ta dan v bistvu za celo življenje. To se pravi, da vedno, ko ga potrebujemo ali ko želimo priti v stik z njim, ga lahko spet prikličemo. Ampak ja, se pa dogaja, da če vi zdaj leta ne uporabljamo in ne negujemo stika s to reiki energijo, se pa lahko zgodi, da se nam zdi, da je pretok šibek ali pa si ne zaupamo, se nam zdi, da bi pač rabili ponovno iniciacijo. Ja, v takih primerih je pa seveda možna ponovna iniciacija oziroma reiniciacija. Ni pa potrebna, ne? Kadarkoli lahko sami nazaj vzpostavimo stik, ker nam je dan za celo življenje. Ko smo enkrat reikisti, smo oziroma v stiku s to energijo, jo znamo kadarkoli v bistvu aktivirati. Krasno. Andreja, kak je pa reiki prišel v vaše življenje? Kaj se je zgodilo, klic po tem? Ja, v bistvu tako, reiki je prišel v moje življenje, bom rekla, slučajno. V sklopu 2-letnega šolanja v šoli za bioterapeute po metodi karmične diagnostike, delala pri Neli Rep in Marjanu Gorevcu, tako da v bistvu v sklopu tega šolanja je bil tudi reiki. Sem pa res pač nekako od vsega začetka reiki dokaj redno uporabljala, ker mi je bil na eni strani dost enostaven, pa po drugi strani dovolj oprijemljiv. Tako da v bistvu tukaj sem se jaz srečala z reikijem. Predtem sem pač vedela, da obstaja, ampak očitno ni bil še čas za nek poglobljen stik z njim. Kaj pa je zdaj oplemenito vaše življenje? Kak velika bistvene spremembe so se zgodile? Verjetno predvsem v zavedanju, v tem duhovnem aspektu, ne? Definitivno, ja. Zdaj, težko se jaz opredelim izključno samo na reiki, ker to je bilo eno obdobje, kjer sem res v bistvu celostno pristopila k sebi, k svojemu življenju. Tukaj je bila šola za bioterapeute, pač karmična diagnostika. Istočasno nekako sem se tudi srečala z Jyotišem, sam reiki, tako da v bistvu je bilo cel kup enih stvari, torej na nek način res celostno delo na sebi in celosten pristop, kar v bistvu je zelo fajn, tudi ko se odločamo za reiki tretmaje ali pa če gremo delati reiki tečaja, da vseeno k stvarim pristopamo celostno. Ja, je pa moje življenje v bistvu takrat precej drugačno, ja, predvsem v smislu vsega tega, kar so se v bistvu pogovarjali skozi ta celoten intervju, kot delo na sebi, kot spremembe v doživljanju sebe, sveta, okolice, razumevanju sebe, seveda predvsem sprejemanju sebe. In v bistvu, ko se mi začnemo znotraj nas spreminjati, se dejansko začnejo spreminjati tudi stvari v okolici oziroma stvari okoli nas. Je res, da velikokrat v bistvu, ko stopimo na to pot, zaznamo, da mogoče navzven ni nič kaj veliko drugače. Če bi nekdo to daleč pogledal, bi rekel, ja, pa se je vse isto. Ja, ampak ni, v bistvu nič ni drugače, pa vse je tako zelo, zelo drugače. Ja, definitivno sem v bistvu v tem času stika z reikijem in v bistvu sem tem celostnim pristopom uspela priti do res bistveno več energije, več volje, več motivacije. Dojela sem, kdo sem, več radosti je v bistvu posledično prišlo v moje življenje oziroma sem jo znala obuditi, sem jo znala začutiti. Tudi recimo imunski sistem, to moram reči, da je bistveno boljši. Sem se predtem kar srečevala z anginami, tudi po 5-krat na leto. Zdaj moram reči, da v zadnjih letih praktično angine nisem imela. Se je zgodil kakšen prehlad, kakšna viroza. Ampak ja, to je bilo
to, ko sem že prej omenila, ko v bistvu zavestno se nekako odločiš za bolezen, ko preslišiš sebe. Ne? Tako da, ne, to je povsem jasno. Drugače pa ja, no, tudi imunski sistem sem ti res precej izboljšala. Seveda, učinki so vidni tudi znotraj družine. Tako da se vzpostavlja ravnovesje, ne? Povsod. Ja, točno tako. Ravnovesje, sicer je tako, to je vseživljenjsko delo in vseživljenjski proces, ne, ki se nikoli ne zaključi, tako da pot je še pred mano, ampak to je ravno čar, ne? Ja, to je čar, ne težim več k cilju, ampak ja, tukaj sem, kjer sem in to je tisto, ko sem rekla na začetku, če se spomnite, ne? Tudi ko nisem dobro, sem dobro, tudi ko ne teče. Ne? To je to. In ko sem to dosegla pri sebi, da se ne zatikam več v stvari, ki so manj prijetne, ja, manj so prijetne, v redu je, ampak tudi to je del življenja in gremo naprej in življenje postane res lahkotno, lažje, več se čuti te notranje moči, svobode. Da ne bi kdo zmotno mislil, včasih ljudje to zelo poenostavljajo, no jemljajo v smislu, da ko smo enkrat na nekaj zavestno začnemo, bom rekla, delovati, pa bivati, mislijo, da vsi problemi izginejo in da so tu rožnata očala in rožice. Ne, zelo lepo ste povedali, odnos se spremeni, ne? Tako, odnos se spremeni, daleč od tega, da izginejo vse težave. V bistvu, ko začnemo, se šele privalijo na plan, ker jih šele ozavestimo, šele v bistvu ozavestimo, kaj imamo mi sploh zraven pri teh težavah, ne? Ker mi si radi delamo utvare, da pač nimamo nič s tem, da je to pač stvar, ki nimamo na njo vpliva, ker pač zaradi okolja, zaradi ne vem česa že, ne. Tako da potem v bistvu, ko začnemo, ko stopimo na to pot k sebi, se marsikaj v bistvu potem pokaže, priplava na površje, potem se pa s temi stvarmi potrebno soočiti, ne. Ampak ja, ko imaš neko orodje, ko imaš podporo, takrat je potem to vse skupaj lažje, ne. Tudi tista, dajmo reči, neka težka stanja, ki si prej misliš, da jih pač ne bi mogel preživeti, če bi si jih dovolj čutiti, potem jih preživiš in si jih dovoliš čutiti in jih v bistvu ceniš in se zavedaš darila, ki ti ga na nek način prinašajo, ker greš lahko naprej, ker ne rabiš več biti v teh stanjih, v teh zatikanjih tako dolgo, kot si prej bil, ko si se delal, da jih ni, pa si bil nenehno v tem. Joj, krasno, lepo, močno, spodbudno. Andreja, sami ste že omenili, ste torej tudi bioterapeutka karmične diagnostike in svetovalka Džotiš oziroma te indijske astrologije. In zdaj pred nami je novo leto, pa me zanima v grobem, kako leto se nam obeta? Ja, sem Džotiš svetovalka, ampak iskreno moram priznati, da skozi Džotiš leta 2021 še nisem uspela pretirano pogledati, nisem še uspela pokukati van. Ampak ja, kar v tem trenutku lahko rečem, je to, da se nekako v celem prihodnjem letu kar nadaljuje proces, ki se je začel že letos. Smo res v procesu velikih transformacij in globokih preobrazb in to se bo nadaljevalo tam nekje do marca leta 2022. Z namenom v bistvu zdravljenja skozi, dajmo reči, umiranje nekega starega, preživetega, starih preživetih vzorcev, skozi umiranje nekih principov, ki nam ne služijo več, ampak se jih še vedno pač oklepamo, ne. To na nek način je namen, da začnemo preobražati. Ker dokler se oklepamo nekih starih načinov delovanja, enostavno ni prostora za nove, ne. Proces vsekakor pač ni lahek, ne, se vidimo to
v tem, kar se dogaja zunaj nas in tudi znotraj nas. In na koncu koncev ni velike razlike med tem, kar je zunaj in tem, kar je znotraj. Torej, proces ni lahek, ampak ja, je pa zdravilen. Prav tako bo v prihodnjem letu, pa v bistvu vse do leta 2023, recimo planet Saturn, ki je, dajmo reči, gospodar karme, še vedno v znamenju Kozoroga, kjer je že od januarja letošnjega leta in pač Saturn oziroma Šani pod Jyotišom dela red. Dela red v samih temeljih delovanja. Vpliva tudi na vladajoče elite in temu smo dejansko priča že od januarja letos, da se na tem področju kar precej dogaja. In ja, trenutno stanje izgleda precej kaotično in tudi dejansko je kaotično, turbulentno, ampak jaz bi rekla, da je to tisti kaos, ki ga v bistvu vedno najprej ustvarimo, ko se lotimo pospravljanja. Enostavno, če želimo zares temeljito nekaj pospraviti, ko odpremo umaro, ja, najprej je treba vse ven zmetati, pogledati, kaj je noter, vsako stvar prijeti v roke, pogledati, je stvar še uporabna, ni uporabna, jo završiti, kar ni uporabno, nazaj pospraviti. Se pravi, ja, ampak če bi v tistem trenutku nekdo stopil v našo sobo, ko mi rečemo, da pospravljamo, v sobi je pa tak kaos, ki še pred pospravljanjem ni bil, ne. Ja, na ta način se v bistvu dogaja v tem času. Je naporno, ampak verjamem, da smo na poti k novemu. Zdaj, kaj več v tem trenutku dejansko težko rečem. Neke detajle se še nisem uspela poglabljati, ampak ja, preobrazbe zunaj nas in preobrazbe znotraj nas. Bravo, meni se zdi to lepa napoved. Dobra, zelo. Ja, si bi mogli živeti. Jaz sem zdaj dobila kar mravljince spet, ko ste o njej govorili. Res? Res, super. Ja, problem je v tem, kako smo pripravljeni sprejemati novosti, kako zelo se vklepamo teh starih vzorcev. Navada je, kot smo že rekli, to so železne, točno tako. In težko je zdaj kar v neke nove koncepte, in sploh, ko ne vidimo konca, ko ne vidimo širše slike, zdaj pa nam nekdo reče, da je to dobro za nas. Ja, kako je dobro, če se pa jaz ne počutim dobro, Tako da zelo je odvisno, lahko je to super, ko smo enkrat na poti razvoja in rasti, se potem veselimo vseh teh preobrazb, dokler pa nekako se zelo vklepamo tistih starih načinov delovanja, pa zna biti to kar strašljivo in kar težko. Ampak prebujajoče hkrati, ne? Moglo bi biti. Absolutno. Res je prebujajoče. Andreja, dajva še za konec. Vsakega našega sogovornika vprašam. Sloga naših podkastov je vsebine in dogodke, ki navdihujejo, pa me zanima, kaj vas v življenju navdihuje, kaj vam razpira krila. Ja, hvala za to vprašanje. Kaj me navdihuje? V bistvu vse večje zavedanje te naše brezmejnosti, neskončnosti. To me res v zadnjem času izjemno navdihuje, ko nekako vedno znova in vedno bolj zaznavam, kako je življenje v resnici popolno in kako je v bistvu lahko lepo, če si dovolim, če si upam. Tako kot sem rekla že prej, tudi takrat, ko ni. Razpiranje kril. Ja, v zadnjem času imam nekako občutek, da je res čas za razpiranje kril in v bistvu to zavedanje, da imam samo sama moč ta krila dejansko razpreti, je na eni strani strašljivo, ampak na drugi strani pa tudi zelo navdihujoče. Andreja Pancar bo 16. januarja 2021 vodila tudi spletni tečaj Reiki 1. Pohitite s prijavami, izbiramo jih na naslovu uzivo@večer.com. Več epizod podcastov Večer v živo in informacije o dogodkih Večer v živo najdete na večer.com/uzivo.
Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman, srčno in srečno, do kmalu. Večer v živo, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.